kire barve, kaj narediti, ne rabim razmišljati o tem. Na nek način spustiš vse svoje življenje, vse svoje identitete, vse svoje obleke, se daš v meniško obleko. V bistvu hočem živeti tako, da sem v vsakem trenutku pripravljena se pokloniti in reči hvala za življenje. Generalni pokrovitelj intervjuja je Galerija Hest. Moja gostja je Joni Zakonjšek, slovenska slikarka. Joni, živjo. Jaz bi kar zraven dala kakšen pridevnik, zen slikarka, ezoterična slikarka. To samo izhajam iz sebe, nisem kje prebrala, ampak recimo... Ne podpišem. Ne, mislim, lepe asociacije, ampak se ne rada identificiram s kakšnimi fiksnimi podobami. Jaz sem čakala na ta najin pogovor, ker sem brala tvoje intervjuje in so me zelo pritegnili mojo pozornost. Tvoj način, tvoj pristop k ustvarjanju mi je kar zanimiv. Mogoče bi celo izhajala iz kakšne tvoje izjave, recimo, ki si jo že dala, ne? Recimo, kakšen imaš ta odnos do slike in tako. Potem imaš v nekem trenutku občutek, kot da te slika ne potrebuje več, da je svobodna. Se pravi, to je neka živa stvar. Oziroma, kako dojemaš to? Ja, mislim, ustvarjanje je soustvarjanje, je ustvarjanje pogovor z življenjem, ki si, življenjem, ki se razgrinja v trenutku, vsakem trenutku znova. In ustvarjanje je tak, zame tak sveti prostor tega najintimnejšega dialoga. In je živ, je zelo živ, ne? Torej, ne gre zame slika, dobro, v neki percepciji je objekt, je pogovor, slika in slikarstvo, ampak znotraj procesa se pravzaprav se to ponoti, se to združi, postane tako intimno, da ni mene in da ni nje in da ni ničesar. Wow, da ni mene, da ni nje, da ni ničesar. Se pravi, ti takrat ustvarjaš in sploh ne veš, da ustvarjaš v bistvu. Mislim, so različni trenutki, ampak bistvo substanca je pač to prelivanje, ta ves čas darovanja in dar življenja samega. In ne gre samo za ta prostor dialoga mene in slika, ampak vse se ustvarja z mano. Pač čas, kjer sem, prostor, kjer sem, to, kar se dogaja meni osebno in recimo v tistem trenutku v naravi, v svetlobi, pač vse se ustvarja z mano. In mislim, na vseh ravneh, zavedni, nezavedni, ampak niti ni to pomembno, to je pač ta pretok, ki je močen in v nekem trenutku, ko mi slika, mislim, to je pač ta pogovor, ko jaz skušam biti toliko pretočna in toliko pozabiti na se osebno, da me slika vodi. Ona mi govori, kire barve, kaj narediti, ne rabim razmišljati o tem. In mi ona tudi pove, kdaj me ne rabi več, kdaj se je to skandaliziralo, zgostilo in je v tem smislu svobodno in sva imeli eno krasno potovanje in zdaj lahko gre svojo svobodno pot naprej. Ja, jaz sem zelo radovedna, ne. Pa, mislim, kdo slika ti govori o teh barvah, se pravi, je to nek duh slike oziroma te zanima, kdo je to, ker recimo v enih slikah daš takšne barve, v drugih dobijo en čist drug občutek, eno čisto drugo atmosfero. Je ta duh slike povezan s tvojim trenutnim stanjem? S čim? Kako si kdaj prišla do kakšnih zaključkov recimo ali pa do kakšnih uvidov glede tega? Uvidi so ves čas, ne? Uvidi so ves čas, ampak bistvo uvida razumevanja je onkraj svoje zgodbe na nek način. Mislim, je onkraj prostora in časa. Lahko ga ti nazaj, ko ti uvidiš, v bistvu se nekaj razpre in se pač zgodi
eno razprtje, eno recimo razodetje ali kakorkoli že, se lahko je manjše ali večje, ni to bistveno. In ga potem za nazaj lahko tako drugače racionaliziraš ali si ga v spominu zapomniš, ampak to ni več bistvo, to je pač nekaj. Mislim, lahko je dragoceno, lahko se navežeš na njega, ampak če se navežeš skozi zgodbo, postane že mrtvo. Ampak če slediš temu živemu duhu razodevanja, je ves čas v bistvu iz trenutka v trenutek, ampak seveda je razlika v tem, ali si koliko je velik, ampak ni bistveno, ni to bistveno. Viš, ker recimo pravijo ti, ki so profesionalci, obrtniki, bom rekla, na svojem področju, ne čakajo več na navdih, ne čakajo več. Ni to stvar navdiha. Mislim, navdih je skozi prisoten. In jaz mislim za vse, ne bi rekla, da je to nekaj, kar sem jaz kaj posebej s tem opremljena, ampak koliko si ti pripravljen, kako pripravljenost nameniš, kako pozornost, koliko odpreš temu prostor in koliko kultiviraš v tem smislu praksa obstaja, da se ves čas daješ na voljo, da se ves čas spominjaš in v bistvu uravnavaš življenje tako, da lahko gledaš iz te svetlobe. Da lahko gledaš, da lahko ne samo gledaš, da lahko deluješ iz tega. Ne? In seveda, tle so takšni drugačni trenutki in takšni drugačni, ampak bolj na nek način daješ sebe in na nek način uravnavaš, probaš usklajevati te svoje ravni. Bolj bo mogoče to vidno v tvojem življenju kot tvoja notranja izkušnja in mislim, da tudi v komunikaciji s svetom se začne to bolj usklajeno kot nek orkester pogovarjati, ki deluje samo po sebi, ni da jaz kaj vodim. Zato ker vem, da si tudi bila recimo, da si šla tudi na potovanja na drug konec sveta, kjer je recimo zen pristop, zen filozofija prisotna oziroma domača in da si imela tudi te izkušnje. Zato me zanima, je to nekaj, česar si se naučila, je nekaj, s čimer si se rodila, oziroma kakšna so bila ta potovanja, kako so te spremenila. Ti si živela, kako že v neki puščavi, celo si imela svojega učitelja, skupino ljudi, mogoče o tem tvoje doživetju. Jaz mislim, da to je neka danost življenja samega in pol seveda naše osebne življenjske poti nas peljajo na različne načine skozi to, da se temu odpreš, da to zagledaš kot nekaj, kar te dela, kar te preobraža, mislim, če te zanima, moraš priti k temu nekako naproti in to ti pride naproti in ti se temu prihajaš nasproti. Tako da ja, na nek način sem se s tem rodila, mislim, s tem nekim vedenjem, intuicijo ali pa občutkom, da lahko, da me ta komunikacija življenja na ta način zanima in da mi je to bistveno, da mi je to, kar me vodi. Je v bistvu in sam ustvarjalni proces in te izkušnje, ki so bile v otroštvu mogoče spontane, pa so me recimo pol zanimale, sem se k njim vračala in sem jih pač prepoznavala povezave med tem in te potem začne tudi v smislu filozofije zanimati. Pač k temu greš. Si imela prav kakšna videnja ali je to samo intuicija, ki te je kazala, da izsledi in da ti bo dajala v življenju prave odločitve in izbire in tako naprej? To gre, pri meni je šlo veliko skozi neko umetniško delovanje ali pa recimo skozi umetnost samo. Se spomnim, že kot otrok sem veliko poslušala glasbe, plošče, ki jih je pač imela moja mami in sem zelo raziskovala glasbo in ne vem, me je peljala v eno knjigarno, kjer so imeli plošče in jaz sem brskala in vsake toliko časa sem si lahko kakšno izbrala in se spomnim, sem zagledala eno ploščo s kitajsko tradicionalno glasbo, eno tako ogromno sonce in to mi je bilo tako močno in sem rekla, to bom jaz. In sem poslušala in pol, mislim, to so eni taki utrinki, ki
ki jih pol za nazaj lahko... Vidiš, da so ti sledili v bistvu, ne, Ja, da recimo so ti tudi zen, ne, sledili, Kitajci. ja, neka ta intuicija, ampak seveda so v bistvu pač nedolžni, ampak jih lahko kot neko grlico povežeš s sabo, mislim, v neko nit. Tako, v vsakem trenutku se spomniš mogoče kakšne druge povezave. Ne saj same po sebi niso tako bistvene, ampak so trenutki, ki te nekako povežejo s tem, kar recimo se kaže, da je tvoj način ali pa neka duhovna tradicija, ki ti postane nek dialog pogovora o tem, kar ti je bistveno. Ne? Kako si pa imela recimo odnose z ljudmi? Si imela težave v času odraščanja z v bistvu navezovanjem stikov z ljudmi, recimo glede na to, da si tako intuitivna, marsikdaj so pa naši pogovori zelo en mimo drugega, recimo nekaj govoriš, nekaj drugega čutiš, nekaj tretjega razmišljaš. In tako govorimo zelo veliko, se pravi sploh preveč povemo za to, kar lahko grečeš naš celoten ustroj, da začuti telo in tako naprej. Si imela težave kdaj v tej komunikaciji ali to pa ne? Mislim, zelo dolg čas, mislim, da sem kot res čist otrok, sem rabila kar nekaj časa, da sem začela sploh govoriti, se spomnim. Mami v tem ni videla težave, je rekla, ne, meni ona vse pove na drug način, ne, ampak se spomnim, moja stara mama je, mislim, jaz se ne spomnim, to je pa po pripovedovanju moje mami, rekla, ne, da jih je že skrbelo, da je kaj z mano narobe, ker nisem nič. Njej se je zdelo, da je itak malo namateče, ker smo imeli močno vez, res smo mogoče duhovno ali pa prijateljsko, kakorkoli. Ampak sem imela vedno zelo močen svoj svet. Mislim, veliko tišine, veliko samostojnosti. Sem bila tak otrok, da nisem rabila v bistvu nobenega vodenja ali pa to, da bi mi bilo kdaj dolg, če sem se pač v nek svoj zaigrani svet ali skozi risanje ali skozi, mislim, živeli smo v Portorožu, takrat je bil še tak bolj zelen, pa smo imeli eno tako teraso, sam neka suha trava, pa so tam živalce prihajale. Ta svet se zelo spomnim, da, mislim, zelo se lahko v stanje tega otroškega pogleda dotika. Se mi zdi, da je to nekaj, kar zdaj lahko zelo čutim, na drug način seveda, ampak nekaj, na kar lahko res živo čutim to. Tako da v tem smislu sem imela res toliko prostora in nekega svojega svobode, da nisem rabila druščine, niti se spomnim v osnovni šoli, nisem imela nekih otrok, s katerimi bi se jaz igrala. Bolj se spomnim samote. Verjetno so bili, ampak ni mi to ostalo kot nekaj pomembnega, kar bi me oblikovalo. Pa kasneje, sorodne duše? Pol kasneje v srednji šoli se pa spomnim, še malo tam na prehodu, ko sem v srednjo šolo prišla, se pa začneš bolj iskati te neke identifikacije, kam spadaš, in so tudi neka nelagodja, kje se jaz najdem. Kaj je ta površina komunikacije in kaj je tisto, kar pa ti je, mislim, tako, ne, in se ne najdeš čisto, se ne utelesiš čisto celote, postane, vsaj pri meni, no, se ne vračamo v tisto obdobje, nekako ni nič slabega se ni zgodilo, ampak se ne najdem čisto. Je bil bolj svet knjig takrat, začetki pač bolj iskanje nekih knjig, ki so mi bližje. Takrat sem začela brati o budizmu, tudi filozofija, nasploh me je zanimala vedno umetnost, gledališče. Tako da skozi to sem našla sorodne duše. No? Ampak nisem čutila neke osamljenosti ali da me nerazumljenosti. Ja. Samo malo tujosti v bistvu tujosti, v tej družbi, bom rekla, niti ne svetu. Ne? Ja. In kdaj si že vedela, da boš slikarka, pri kolikih letih? V bistvu kot v osnovni šoli, kot otrok, to je bilo čisto jasno, to je skozi teklo. Pol pa v srednji šoli je bilo pa prav ne to, ker je to bilo nekaj, kar je bilo doma tudi pri nas. Vsi so pač risali, moja mama, mami in teta. Na svoj način so bile te neke umetniške, estetske darovi so bili doma, no, pri tej ženski liniji zelo močni. Tako da je bilo
tako domače v bistvu. To. Ja. Ne, da bi me nikoli ni nihče učil, ker je bilo to tako samoumevno. In ta samoumevnost, seveda, Ja, si hotela iskati svojo pot. Ja, iščeš svojo pot in v bistvu se hočeš zavestno umakniti, odrezati. Tudi takrat sem 2 leti po srednji šoli šla v London, da prav rabim fizični odmik in spet, da lahko se odprem prostor, da res vidim, kaj je tisto moje. In to sem zelo hitro videla tudi tam, spet, ko sem hodila v galerije, me začelo, kar mislim, je cela ta vibrirati. Vibracija te ustvarjalnosti, ki jo tam tisto mesto pač ima, ali pa v bistvu vsako kulturno mesto ima in ta mislim, prav živa energija te ustvarjalnosti človeka. Sem takoj spet začutila to hrepenenje, tako da sem hitro začela. Ja. In kako se, kadar se recimo družite a se druži slikari ali pa slikarka? Ne bi rekla, da so druženi slikari, so posamezniki, ki so pač tudi slikari, ampak ne da bi iskala samo umetniki. Seveda so. A imate drugačno debato, kot jo recimo mi dvema? Dobro, mi dvema za intervju, nimamo debato, ampak recimo tako komunikacija med vami drugače teče. Mislim, da pač mogoče imate razvito en drugi del možganov, kot ga ima nek matematik ali pa ne vem. Mogoče, ampak mislim, da kljub vsemu, tudi med slikarji smo zelo različne osebe, mislim, različni pogledi. Jaz bolj gledam v to človečnost, kaj si kot bistvo, duša. Bistvo lahko deliš. In je na nek način zelo nepomembno, ali smo med umetniki, ali preprosti ljudje. Mislim, tista iskra se prežge lahko kjerkoli, s komerkoli. In to mi je najbolj bistveno. In to mi je v bistvu največja sreča, kadar se zgodi onkraj nekih identifikacij, kje smo, s kom smo. To je najlepše. Ja. Tam v puščavi, kje si bila že v kalifornijski? Ja, v kalifornijski puščavi. To si pa večkrat hodila, ne? Na te retrite, kako se to v slovenščini reče? Umik, rečemo, meditacijski umik, intenzivni meditacijski umiki. Tam je, to je od San Francisca 5 ur ta Sahara se reče, eno zelo divjo območje same narave. In taka puščava, ne taka puščava, kot si predstavljamo, afriška puščava, ampak so pač gore, nižje take hribi, tudi kakšna drevesa, ampak suho, pa tako, tako da, mislim, zelo krasna, zelo posebna krajina, taka cela ogromna družina gor, tako izjemno močno. Tam so tudi včasih Indijanci živeli, so še neke jame in tako. Tam je bil prvi izvenazijski zen-budistični samostan, ga pripeljal Suzuki, mislim, ustvarili so ga učenci in šola Soto zen budizma, drugače pač japonski učitelj, ki je prišel v Ameriko, eden teh prvih v tistih časih, ko je bilo to v Ameriki, recimo zen boom. So pač ustvarili ta samostan v gorah. Oni imajo drugače 3 centre, eden je v San Franciscu, je mestni, pol je eden, kjer delajo tudi na zemlji in delajo svojo hrano, in je tak v gorah, ki je namenjen tem intenzivnejšim meditacijskim umikom. To so 3-mesečne practice period, se reče, pač čas, kjer se intenzivno 3 mesece si tam. 3 mesece si tam, 2-krat po 3 mesece sem tako šla. In v tistem času, mislim, si pač menih in imaš to življenje meniha, teh ljudi, recimo skupine, jaz ko sem bila tam, jih je bilo okrog 60. 60 ljudi v skupini? Ja. Koliko si bila recimo približno stara, ko si šla prvič? To sem... Ne vem, okrog 20. leta? Ne. To zdaj drugič nazadnje, ko sem bila, je bilo 5 let nazaj, pol pa prej še mogoče 7-8 let nazaj, ne vem, nimam čisto občutka za čas, ampak tu nekje. Ja, drugače ta učitelj je Paul Holler, Jushin, drugače je Irc, ampak v Ameriki se je preselil in tam uči. On je prihajal
hnam že mogoče 15-16 let v Slovenijo, enkrat na leto in sem poznala ga, torej sem imela že pač vsa ta leta te meditacijske umike v Sloveniji, da so bili krajši pri nas, 4-5 dni, odvisno. Sem pač preko njega vedela in sem si želela tega intenzivne prakse. In na nek način spustiš vse svoje življenje, vse svoje identitete, vse svoje obleke, se daš v meniško obleko, ki smo vsi v tem smislu isti, ampak to ne pomeni, da spustiš svojo individualnost, ta vedno ostaja. Mogoče še toliko bolj, ker se osvobodi nekih svojih preferenc. In je pač tudi ritem sam in urnik je zelo intenziven, se vstaja pol 4 zjutraj, greš spat 10 zvečer in cel dan je v bistvu si v meditacijski dvorani. Vmes so obdobja, ki delaš, ampak v bistvu karkoli delaš, ali je hoja v meditaciji, ali je pač sedenje, ki je glavnina tega, mislim pač meditacija v sedenju, ali je delo, ali si v kuhinji, kaj delaš, ali čistiš, vse je v bistvu isti tok, so same različne oblike meditacije in je vse v tišini. Vse v tišini. Čakaj, 3 mesece? 3 mesece v tišini, dobro, so obdobja znotraj, recimo, dneva, mislim, znotraj meseca imaš, ne vem, en teden ali 10 dni, ko je znotraj intenzivnega, ko je še bolj intenzivni, kot je sicer. Se pravi, da si še bolj tiho? Itak si skozi takrat čist tiho. Pa se to ni nič tako kaj posebnega. Mislim, da je zelo posebno. Lepo je, ampak ni neka... Je v bistvu bolj enostavno, kot deluje. Nekaj drugače, kar dosti govoriš, oziroma imaš ta tok govora. Veš, nisi redko besedna, recimo, ali pa te ljudje, ki jih vidiš, ki zelo počasi govorijo in besede res so njihov izraz. Tvoj izraz, kar je tudi beseda. Ja, ampak kljub vsemu ni, mislim... A ti je bilo težko biti tiho? Ne, sploh ne, to je nekaj najlažjega. Mi smo toliko dimenzionalni, toliko imamo različnih, da kadar je prostor, da deliš, kadar se temu rečeš, ne, zdaj ne bom, odložiš, ne samo zunanje, ampak potem skozi proces tudi notranje, ne sam. A ti si šla tja zato, ker si želela pač raziskovati malo, kako pa je, če imaš tako izkušnjo, kot nek raziskovalni prostor, ali je bil en drug namen, ker se sprašujem, zakaj bi šel za 3 mesece, recimo, biti tiho nekam na drug konec sveta, ne? A ne moreš recimo tega doživljati ob slikanju, v hosti, nekje ti živiš tudi, mislim, da malo odmaknjeno, ali kako že, ne? Ja, recimo, pa če greš na potovanje, zdaj tako klišejsko razmišljanje, bi želel malo raziskovati, pa videti galerije, ali pa ne vem, ali pa pokrajino, pač, ali pa se družiti z ljudmi, ne? Mislim, del tega se zgodi samo po sebi, že ko greš na ta način. Sigurno me je zanimalo v bistvu dati temu, kar tudi znotraj dneva ali pa v bistvu znotraj načina življenja že doživljam, dati temu, kar me zanima, še toliko več prostora in da lahko odložim za en čas vse svoje druge identitete, ker je v bistvu tudi če imaš stvari rad in če imaš rad svojega partnerja, sopotnika. Še vedno je to vloga neka, ne? Še vedno je to ena vloga in v bistvu tudi te vloge zadihajo, ali pa ne vem, je slikarstvo zame nekaj zelo pomembnega, način življenja in tudi neka moja strast, ne? V nekem trenutku bi lahko rekel celo odvisno, zdaj ne čutim več tega in je v bistvu tudi stvari, ki jih imaš najrajši, je v bistvu krasno videti, da nisi odvisen, da tvoja dobrobit ni odvisna ne od ljudi, ne od tvojih identifikacij, ne od stvari, ki jih imaš najrajši. V bistvu in odnosom in tvojih odnosov do svojih vsebin, kjerkoli so že, dobijo neko novo perspektivo ali pa zadihajo bolj svobodno, če vidiš, da nisi vezan na njih, da ti v bistvu tvoje bistvo ne samo to telesno bistvo, ampak tvoje bistvo ni odvisno od vsebine. In to je v bistvu sigurno nekaj, kar me najbolj osrečuje. In pol k tem, ko se potem vrneš
s čemorkoli, kjerkoli, ali je to znotraj dneva, ali je to znotraj potem, ko se vrneš po 3 mesecih. Nosiš to s sabo, ne? Nosiš to s sabo in to zavedanje, v bistvu, to zavedanje, ne? Tako da ne gre toliko zdaj, grem nekam na eksotično, grem nekaj, kar se mogoče po pripovedovanju sliši tako zelo posebno, vse je, vsaka taka izkušnja prenese en drugačen okvir, že to, da se 60 ljudi na nek način temu predajeni, ljudje skozi tako živijo, so tam več let, ampak da ti prideš in zgostiš, nekaj je, kar ti v meditaciji ali pa v svojem življenju sam doživiš, nekaj je pa skupinsko. Kar skupinsko je. In kaj je drugače? Je več moči, je več energije ali je... Kaj je bolj zanimivo? Mislim, kako bi to opisala, recimo? Mislim, po svoje neprimerljivo in premljivo, seveda, lahko primerjaš, ampak bistvo je isto, ne? Dejstvo je, da če se skupaj, tako v kjerikoli skupini, ko se zgodi ena energija, ko se en fokus usmeri na nekaj, kar ti je bistveno, tam je pač pri nas bila meditacija, torej nekaj, kar je onkraj oblik in tako kot bistvo in učenje, znotraj tega, torej ne konceptualno učenje, čeprav uporabljamo koncepte da se recimo o teh stvarih pogovarjamo, ampak da vidiš pod površino ta tok življenja, ki je onkraj identifikacij. Ko se skupina ljudi temu preda in je potem recimo ta strog urnik ali pa disciplina samo okvir, ki ni zamujajoč, čeprav mogoče deluje zamujajoč, ampak ravno, ko so ene stvari tako odrejene, lahko potem ti niti ne gledaš na uro, so zvonci, inštrumenti, ki odrejajo določene aktivnosti znotraj dneva, veš po zvoncih, po bobnih, kdaj moraš kam iti in se v bistvu sam temu toku percepcije prepuščaš, torej gre za nek meditacijski tok, ki se zgodi sam po sebi, so različni, kdaj bolj intenziven, kdaj bolj teče, kdaj se mogoče kaj pokaže, kakorkoli že. Pa imaš tudi znotraj tega, da te misli bremenijo, da prihajajo misli, da se jih ne moreš otresti, da prihajajo skrbi, da prihajajo neki občutki, in je težko biti tiho in težko ohraniti to stanje, recimo, znotraj tega. Ali bi rekla, 14 dni je težko, potem pa steče, potem pa po enem... Mislim, so sigurno linearno, no, bi tako rekla? Mislim, jaz sama ne doživljam, mislim, da tudi ni nič linearnega. Linearno je, kadar pripoveduješ o stvareh, lahko deluje eno, se pokaže linearnost, ampak v resnici ni. So pač različne plasti, cikli, tudi znotraj dneva, tako. Ampak to niti ni tako bistveno. Vsebina se pač recimo prihaja na površje, karkoli to že je, ali je nekaj, kar je nezavedno, ali kakorkoli, ali so misli, ampak če ti zavedaš, če ti veš, kaj ti je bistveno, potem lahko v bistvu puščaš vsemu temu, kar prihaja na površje, na nek način je to en neoseben tok, imajo prosto pot. Torej naredijo, kar imajo za narediti, ampak se ti ne zatikaš dodatno z njimi. Torej, in tudi spet, če se zatakneš, tudi to jemlješ spet v en okvir, kar je pač v nekem temu, da to je en proces, iz katerega se učiš. Če vedno daš ta okvir tega, vse neke presežne zavesti, ki dovoljuje, da se vse izkušnje zgodijo, kakor se zgodijo, naj se. Vse v redu. Nič hudega. In so seveda, znotraj tega so lahko tudi fizične bolečine, ker sediš dolgo v meditaciji in v pozicijah, ki mogoče niso najlažje v daljšem času, ampak se tudi naučiš, kako nositi vse te občutke psihofizične z nekim mirom. Torej, se lahko zgodi, ne jemlješ tega več tako osebno. In ravno ta proces je tisto, kar je najbolj dragocen, ker se iz tega laboratorija samega sebe v tej tišini učiš najbolj neposredno. Ne? Pa zdaj bi rekla, da se res dobro poznaš. Da se lahko res zaneseš na se, da si sama sebi predvidljiva. Bi rekla, da se dobro poznaš? Ne, predvidljivo življenje ne more biti, čim rečeš. Ja, ne, se sama sebi. Sama sebi tudi ne, zaradi ker mislim, jaz lahko rečem, da zaupam življenju, ki teče skozi mene v tem kontekstu. V smislu... Da bi pa vedela, kdo si, pa nimaš niti s tem se ne ukvarjaš, oziroma...
te entitete niti ni, ne, da bi neki lahko rekli, to sem jaz. Če začneš to iskanje, se ti uhaja, ker v resnici ni nič oprijemljivega. Ne? Lahko vidiš svoje tendence, svojega karakterja, svojih zanimanj. To ti mogoče postaja malo bolj jasno, ampak to v resnici niti ni tako zelo bistveno. Mislim, to je pač ena reka, ki pač je skozi različna na nek način. Ne? Seveda imamo tendence in rečeš, to je ta človek, to je ta, ampak do tega imam en tak odnos, da recimo tudi do tiste ljudi, ki so ti, ko jih lahko si z njim 25 let, recimo s partnerjem, sva skupaj 25 let in vsak dan in veliko sva skupaj in tako, pa še zdaj imam občutek, da ga ne poznam. Ne? Po eni strani ti je najbolj intimen, po drugi strani pa čim rečem, to je to, se ti uhaja in to je v bistvu lepota tega. Vedno bistveno ostaja skrivnost in so vse možnosti odprte. In to je nekaj, kar v bistvu skozi vidiš, tako po moje ti tako vidiš. Ne? Jaz mislim, da mogoče nekdo drug v isti situaciji ne bi tega videl. Mislim, jaz govorim iz sebe, ampak se mi zdi, da veš, večinoma se zgodi, mislim, ravno ta predvidljivost. Ne? Da točno živiš, kaj bo nekdo rekel. Takrat ta predvidljivost, je ena stran tega, ko rečeš, lahko toliko poznam, da zaupam, da sem intimen, da sem varen, da sem v tem kontekstu, ampak v resnici se pa v bistvu vse skozi spreminja in dati prostor tej živosti. V smislu človeka, v smislu do odnosa, do sebe, da imaš ti, da čutiš sam sebe tako odprt in življenje in trenutke, je ta nepredvidljivost nekaj, kar je v bistvu skozi te žive niti, ki iščeš skozi znova in znova neko realnost, ki se ustvarja v vsakem trenutku novo in meditacija na nek način je neka vsakič znova zavedno pustiti, da vse odmre, kar veš, kar misliš, kar si domišljaš, kar v bistvu domneti in čutiti to življenje vsak trenutek znova, kaj je tisto in sej smo nagnjeni temu, da pol rečemo, to je to, ampak čim skušaš držati, to ni več res, ne? V bistvu je že en koncept, narediš iz tega, narediš en objekt, spoznavni objekt, kar nam mogoče za neko komunikacijo funkcionalno, ampak mislim, to ni res v resnici. Ne? Ja. Kako vidiš, recimo zdaj v tem trenutku, v času najnega pogovora, vidiš kakšne barve v zraku, ampak tako, če bi zdaj narisala eno sliko, recimo, bi jo dala v okvir, ali kakšne barve bi prihajale ven, tako, kako bi slikarsko označila, recimo, najin pogovor? Kakšne so barve? Ja. Jaz pri slikah, če mi to rečejo, kakšne barve ta slika tvoja, jaz sploh ne vem. Mislim, jaz kar čutim bolj kot barve, čutim vibracijo. Torej energijo, vse prepleteno energijo, ki utripa, ampak na nek način so vedno vse barve. Ja. Ampak vsem, kakšen bi bil tem, kaj bi bila recimo takšna slika? Res me zanima, kaj bi ti bilo narekla? Je bolj to utripanje, svetlobno utripanje tebe čutim, mene čutim, pač neko utripanje, ne znam ti povedati, nimam oblik toliko, bolj utripanje energije čutim. Wow, okej. Me zanima, kakšna bi bila. No, si dobro povedala, ja. Tako kot te poslušam, res, jaz pa vidim reko, ne? Jaz pa vidim reko, ki teče in ne vidim brega, ne vidim hiš, ne vidim, bom rekla, recimo neke živali, vidim samo reko. Ne? Ja, samo res reko, ki mogoče enkrat dere bolj, enkrat manj. Tako bi rekla, če bi te opisovala, ne, bi rekla, predvsej si neoprijemljiva. Ne? Težko, nemogoče te je zadržati, nemogoče te je spraviti v neko obliko, pač po pogovoru. Zato me zanima, kako pač doživljaš neko čisto klasično življenje, klasične ureditve, kaj jaz vem, ne vem, te zanimajo poročila zvečer ali pa pač zjutraj ali pa kadarkoli, načrtuješ počitnice, ne vem,
za praznike veš, kaj bi rada doživela, ali pri tebi res vse teče kot reka in je vse zelo nenačrtovano? Mislim, da je to zelo lepa metafora. Res doživljam ta tok zelo močno. Mislim, čutim, da ta tok mi je najbolj bistven. Ne? In to niti ne gre za moj tok. To je univerzalen tok. Ja. Jaz lahko praznujem, lahko sem bolj pretočna v nekem trenutku, manj ali kakorkoli že. In včasih lahko kaj načrtujem, ampak se ne vežem na te načrte, kakršnekoli ideje. Vedno so ideje in so super vizije in tako uživam v tem, ampak recimo te tangira, kaj se dogaja v svetu. Te bremeni informacija, ki pride po medijih. Sekiraš ti je hudo, ko vidiš prizore, ali vse sprejemaš kot vse je prav, tako mora biti, pač to je del življenja, bolečine so del življenja, veselje je del življenja in pač spuščaš to mimo. Mislim, kako gledaš na svet, čisto konkreten? V bistvu imamo različne perspektive na to isto stvar. Ne? Seveda je ta človeški osebni, najprej osebni del, polje človeški del, ne? Pač mikro-makro perspektive imaš, v katerih doživljaš in izkušaš zelo različne čustva. Ne? Ampak vse je pač del vsakega od nas, ne? Odvisno s čim se bolj identificiraš, in so različni trenutki, ki jih pač doživljaš bolj iz ene perspektive in druge. Ne gledam redno, sploh ne gledam poročil, ne gledam televizije že, ne vem, 20-25 let, sploh ne. Sem bolj ali manj v stiku s tem, kar se dogaja skozi ali ljudi, s katerimi se pogovarjam, ali pač kar si sama kdaj kaj preberem. Ne želim biti redno s tem v stiku, ker mislim, sploh ne vsakodnevno, ne? Pač želim vedeti, kaj se dogaja, ampak se ne želim hraniti s to vrstno z mediji na splošno, imam distanco do medijev. Ampak mi je pomembno, seveda mi je pomembno to, kar se dogaja. Me prizadenejo stvari, ki se dogajajo, ni mi vseeno na tej ravni. Hkrati pa vidim tudi v drugi perspektivi, da je to pač samo en pogled in da je tudi še drug pogled, na katerega ne moramo še vedeti, kaj je dobro, kaj je slabo. V bistvu samo po sebi je zelo težko soditi, kaj je dobro, kaj je slabo. Že znotraj osebnega izkušanja lahko za nazaj vidimo, da nekaj, kar ti je bilo slabo, v bistvu ni sens. In ta perspektiva, ne, iz tega malega, direktnega pogleda, ki je tudi prav. Jaz mislim, da vsi ti nivoji je zelo fajn, da jih doživljam. Ne bi želela biti skozi v tej distanci, da ne doživljam. Mislim, jaz lahko zelo fizično doživljam kot neko bolečino, ampak kljub vsemu ta univerzalen pogled na to, da tudi moja bolečina, ki je osebna, ni nič, ne jemljem osebno. Ne? Torej, da ji lahko objemem, da ji lahko tudi njej zaupam in da me nekaj uči, in da ima neko svojo kozmično mesto. Torej, nek red, zelo doživljam en kozmični red, ki mu popolnoma lahko zaupam, celo takrat, ko se zdi najhujš. Ampak spet to ne gre za primerjati s tem osebnim človeškim pogledom, ki pa seveda skrbimo za vse in nas skrbi, kam gre svet, kaj se dogaja v svetu, nepravičnosti. To so pač različni nivoji, ki niso direktno primerljivi. Kaj pa smrti, taj strah? Ne. Sebe ali drugih ljudi? Ne. Ker to so te strahovi, ki spremljajo, recimo, bom rekla človeka, da ne bi on umrl. Mislim, če že jaz, ampak recimo tega pa nimaš ti, tudi za druge, ne? Ne, ker se mi zdi, da smrt ni nekaj oddaljenega na koncu, ampak smrt po eni strani je v vsakem trenutku in če gledaš te cikle življenja skozi naravo in skozi tebe, ki si narava tudi, kot ta univerzalni proces, potem se te smrti, ki v resnici niso smrti, je sam pojavnost smrti, ampak ta cikel, ki se ves čas reciklira in daje eno za drugega, so pač ta pojavnost
oblik, ki je samo preobrazba. Ja, ne, ene vsi stvari to v vemo, drugo, ne. ampak kot Ampak če ti to doživljanje, doživljaš direktno, če ti Ja. to vidiš na vsakdanji ravni, kako se to Ja, so te manifestira v mikro bistvu. smrti, Ja. ne, potem ni to nekaj zelo drugačnega. Ne? Zdaj, v tem telesu še nisem umrla. Vem, tako, je pa najbrž dobesedno, kdo od tvojih, a ne? Ampak ja, sem bila tudi zraven ne, eno je spet različne ravni doživljanja. Eno je, da tebi je žal tega človeka, da je odšel in na nek način ti je žal, da ne bo več del tvojega življenja v fizičnem smislu. To je spet en nivo, ne, in ti je lahko žal, ali pa predvsem ti je žal, da je neko trpljenje ali bolečina v neki fazi recimo, tega procesa. Ampak sama ta pojavnost tega, kar mi rečemo smrt, me pa absolutno ne straši. V bistvu hočem živeti tako, da sem v vsakem trenutku pripravljena se pokloniti in reči hvala za življenje v tej obliki. Življenje je pa več kot ta oblika, ampak tako, to mi je v bistvu bistveno. No? Hvala ti, da si bila moja gostja, da si spustila ta tok reke. Moram reči, da najbrž marsičesa sploh nisem slišala, ker sem samo sledila tej tvoji reki. Zanimivo bo poslušati. Najnem oceanu. Ja, najnem oceanu, točno to. Zanimivo bo poslušati intervju kot gledalec. Ja. Hvala ti še enkrat, da si Daja, prišla. hvala. To je bila moja gostja, slovenska slikarka Joni Zakonjšek.